Ej, ti živijo. Živijo, ja, z največjim veseljem spet tukaj pred mikrofonom, hvala tebi. Ampak tik po zdajci, ne, ti potuješ že ta ponedeljek nazaj, preko Londona seveda. Preko Londona po 5 mesecih tukaj. V London tudi z razlogom, ker tam živi tvoja hči in ustvarja, ne, tudi umetnica. Ines Fernandez de Cordova Štih. Ona je naredila magisterij iz grafike v teh London University of the Arts in je delala, zdaj že 11 let v Londonu, in je delala v eni galeriji, kjer je tudi tiskala za druge umetnike, pa za Anito Klein, ki je tudi neka precej znana umetnica v Angliji, in tudi svoje stvari, tako da je velika že razstavljala. Tudi je imela samostojno razstavo. V Sloveniji tudi? V Sloveniji pa še ne. Ena njena grafika je bila na Sotheby's in je šla cena 11-krat gor, tako da to smo bili veseli in zdaj pa ratala assistant profesor za grafiko na tej London University of the Arts, tako da to je velika zmaga. Čestitamo v imenu vseh, ki zdaj to poslušajo. Ti si Marija Štih de Fernandez de Cordova. A tako piše v tvojem pasportu? Ali piše Ejti Štih? Jaz imam 2. En je bolivijski, eden je slovenski. V slovenskem piše Marija Štih, ker sem jaz uradno Marija Štih. V drugem pa piše Marija Štih de Fernandez de Cordova Vovk. Ker tam dajo še uno ime zraven. Od mame? To je grozen dolgo, tako da jaz s temi 8 črkami Ejti Štih kot umetnik se najbolj znajdem. No, prej si govorila o tvoji hčeri, pa sem malo brskala nazaj v najne intervjuje in sem se spomnila, da v bistvu ti si študirala Akademijo likovne umetnosti v Ljubljani, takrat še ni bilo oblikovanje, bila samo likovna akademija. Potem si šla pa v Zagreb in se spomnim, da je bil to Krsta Hegedušič in sem prav danes šla brskati njegove slike in sem gotovila take neke sličnosti, ne vem, nek vpliv njegov, ker tudi on je upodabljal take motive iz ljudskega življenja in tudi ta humor, ne, čeprav pikar malo ironije, ne, ker se je tudi odzival politično in tako in drugače. Ti si bila tam in si vse to doživela, ne? Ja, čeprav v Krsta Hegedušiča ne, to je bil ta majstorski atelje, Krsta Hegedušič se je tako imenoval. Mislim, da je on umrl že prej, ne. To je bila ta šola v Zagrebu in je bilo res imeniten in jaz sem samo lepe spomine pravzaprav na to, no. Tako da iz Ljubljanske akademije, kjer je bila ta abstraktna usmerjenost, potem v Zagrebu je ta figuralika, ki je meni tako pri srcu, je bila pa dobrodošla, no. Kakšna je bila tvoja ustvarjalnost, preden si odšla v Bolivijo, tukaj v Sloveniji? Pravzaprav čisto vse, kar sem jaz v življenju narisal poblejsko, na fanta. No, to poznamo in smo že navajeni. Pa na malo je bilo v bistvu zmeraj figurativno. Mislim, jaz zmeraj te pajacke rišem in s temi pajacki svojimi, s temi figurami pripovedujem določene situacije. In takrat je na grafičnem oddelku, zato ker sem pravzaprav grafik, je bila moja tema neki birokrati, ki sedijo po nekih foteljih, neki ljudje, ki niso za nič zainteresirani. Tako da mene zmeraj ta družbena situacija, ki me je obdajala, zanimala. In zmeraj so bile figure, ne. Potem pa, seveda to ni bilo dobro videno tukaj, ker to je bilo ilustrativno, to je bila velika psovka, če si ti ilustrativen, ne. No, in potem pač seveda v tej Južni Ameriki, kjer pa noben ni se sekiral prav veliko krog tega, če si ilustrativen ali pa ne. Ali pa če si Slovenija ali pa ne. Tako, ne. Tako da potem je ta moja kreativna svoboda nastopila in mi je bilo potem v bistvu lažje, ne. Bolj izoliran, ampak lažje, ne. In zdaj, če gre kar direktno v Bolivijo, kaj pa to, ko si tja prišla prva leta, kaj se dogajalo s tvojo ustvarjalnostjo? Ja, španščina je bila čista nula, čeprav smo se 8 let tisto latinščino učili, kar je sicer pomagalo, da sem se pol prej naučil španščino, ampak ker pač se ni dal veliko govoriti, sem jaz takoj začel risati in potem se spomnim, takrat je bila seveda še Jugoslavija in potem me je jugoslovanski konzul povabil, da na dan Jugoslavije naredim razstavo tam v Casa de la Cultura.
Tako da v bistvu jaz nikoli nisem nehal slikati ali pa risati. Ampak za preživetje so bile pa druge zgodbe, zato ker se vejo, ti si neka punca, ki pride z nekih tujih dežel in potem slika razstave. Umetniki lokalni so me takoj med sabo vzeli, to moram reči, to je bil res tak dober občutek. Ampak da pa ti slike začneš prodajati in da dobiš neko ime in da dobiš nagrade, to pa del traja. Tako da jaz sem, ko imam pač te šivilske talente in izkušnje tudi z teatra, to mi je veliko pomagalo, da sem lahko preživel. Ja, delal vse sorte za to, da je bilo kaj za vlonc dati, potem počasi je pa to moje, ta umetniški renome rasel in potem so tudi slike šle v promet. V tem obdobju od takrat do danes pa si velikokrat tudi razstavljala ne samo po celem svetu in seveda v tej tvoji novi domovini, ampak tudi v Sloveniji in zdaj 31. avgusta smo zaprli tvojo razstavo v tej Fabijanovi dvorani na gradu Štanjel in tako se mi je zdelo zanimivo, da si te svoje podobe in vse te zgode tako dvignila nad slovenski kras, to se mi je zdelo taka metafora dobra. Ja, takole. V bistvu so bile 3 razstave letos poleti. Na gradu na Goričkem, v tem gradu je še zmeraj moja razstava Rdeče in zlato, ne. V Štanjelu je bila pač ta telemigracija in v Mariboru je bila tudi razstava v Kibli, no. To so te moje megalomanske sanje, ne? Zato, ker da v gradu razstavljaš, pa da se dvorana imenuje Fabijani, mislim, pa to so kukar mal izpolnjene sanje. In isto ta grad na Goričkem, ki je tako ogromen, ima baje 365 sob, ne? Da lahko na takem gradu razstavljaš, to je za mene dosežek. Ja. Skratka, ne samo galerija, zdaj si šla celo v gradove. Ja, jaz tako mislim, da pravzaprav umetnost ne bi smela biti zaprta v galerijah in teh prostorih, ki so striktno za to. Mislim, da bi mogla biti v bistvu povsod. Če bi imeli malo manj teh reklamnih, ogromnih panojev, pa kakšno tako umetnino povečano, mislim, da bi naše okolje bilo zanimivejše in tudi lepše, ne? No, vse to letos res si zasedla ta likovni svet Slovenije in krasno, da smo te tako doživljali v vseh parametrih in na vse strani. V glavnem pa tema imigracije, ne. Ti ljudje, vse to, kar ti opazuješ, sicer v tvoji Boliviji, ampak ima pa seveda univerzalno zgodbo, ne. Ja, jaz sem tudi ene vrste migrant, to ni dvoma, čeprav jaz sem migrant iz svoje lastne volje in svoje lastne odločitve, ne. Mislim pa, da ta migrantska tema, da jo mogoče vsi mal preveč na lahko jemljemo, ne. Zato, ker človeštvo se je zmeri selilo, sem in tja, to je zgodovinsko dejstvo, ne. Ampak ta, kako ne rečem, ta evropska komot, zaspanost, ki se jo tukaj živi in to, da recimo morajo Italijani pa Grki pa recimo Španci največ tega se zavzeti za te migrante, mislim, zapira se oči pred enim dejstvom, ki je neizbežno in ki nas bo počas, da lahko tako rečem, požrlo, ne. Vojne so povsod okrog, kolonije so bile povsod okrog in mislim, da je zdaj neka taka prelomna točka, kjer bi bilo treba temu razvitemu svetu ratati, kako ne rečem, pošteni moramo biti sami do sebe in si priznati, ne, da zato, da mi zdaj vse imamo, je to tudi na plečih drugih bilo, ne. In mislim, da je treba biti pošten in to priznati in najdeti neko bolj praktično in pametno rešitev iz te situacije, ne samo zapirati meje in da se ljudje utapljajo, ne, ali pa da jih nazaj gonimo, odkoder prihajajo, ne. Zdaj, če greva v Santa Cruz, tam imaš galerijo, ne? Galerijo Manzana, sicer skupaj z kiparjem Juanom Bustilosom, ki pa ima neverjetno fascinantno zgodbo, ne? Jaz bi jo rada še enkrat slišala, te poslušalci, kako je tebi uspelo, da si iz ene policijske postaje, iz prostorov, kjer so ljudje zapirali, ne, in kaznovali, ustvarila tako umetniški prostor, ki pa je več kot samo umetniški prostor. Je tudi mesto srečevanj, debat in tako dalje. Ja, to je bila taka mal nora ideja in sva se s Juanom Bustiljosom, on je kipar, sva se srečala in Juan je rekel, ja bi midva naredila razstavo v tej hiši, zato ker policaji so že šli ven, ni bil več to reč, že 13 let je bilo to zapuščeno. Mislim, tam so bili klošari in zapuščeno. Je pa to na glavnem trgu, ne. In potem, ko sva uspela... Na očeh vsem.
Na očeh vsem, ja, seveda. Je pa tak zakon bil občinski, da pravzaprav to ne sme biti v neke komercialne namene, ne, kar je pač na glavnem trgu. No in potem, ko sva videla te prostore, sva rekla, to ne bo samo za eno razstavo, to mora biti ena galerija. Seveda, kot dva naivna umetniška kretena sva mislila, da je to enostavno, ne, da to luči pržgeš, ampak pa to ni tako, pobeleš, ne. To ni tako, ne. No in potem smo odprli galerijo. In na začetku je bilo grozen, ker ni bilo čist nič denarja in ni bilo nič in vsi so mislili, da bova mi dva obupala, ampak jaz sem trmast Gorenc, on je pa trmast bolivijski kipar in sva vztrajala in počasi so potem se sponzorji pravzaprav sami nam približali, ne, in so videli, da je ta prostor tako popularen in da toliko ljudi gre in da razstave se stalno menjajo, da so različne in da so demokratične v umetniškem smislu, ker smo imeli od konceptualnih do zgodovinskih razstav, karnevalske kostime, slikarijo, karkoli. In je res ratala tako popularna galerija, ki ima zdaj mi imamo neko elektronsko kamero, ki šteje ljudi, ima 17,000 obiskovalcev na mesec. Ne. In lansko leto, pred 2 letoma imamo pa zdaj tudi še prvo nadstropje, ker to je zelo lepa, več kot 100 let stara stavba in so nam politiki odstopili, ker so imeli gor prej pisarne, so nam odstopili, tako da imamo zdaj več kot 500 kvadratnih metrov razstavnega prostora, ogromen publike in seveda to praskanje denarja je pa naporno, zato ker nimamo nobenih stalnega denarja. Če je župan dobre vole, da tem trem, ki pač so v pisarni, jaz sem tam dobrovoljc, dobijo mogoče to plačo za 10 mesecev, pa spet ne, drugače pa vse drugo pa treba napraskati. Samo ljudje nam zaupajo, ljudje nas imajo radi in tudi radi prložijo, tako kot jaz pravim, če Vatikan že ne vem koliko, več kot 2000 let funkcionira, da z rdečo puščico hodijo prmaš okrog, ne, tako podoben tudi jaz delam za kulturo in in zdaj bo drugo leto, 27. septembra, bo 20 let te galerije, ki je v bistvu galerija, ki je neprofitna, zato ker mi ne živimo od prodaje umetnin, mi živimo od sponzorjev in od teh občanov in prijateljev galerije, ki dajo v to puščico, da lahko funkcioniramo. Ne. No, pa včasih so tudi dogodki v njej, kot sem brala, ki niso namenjeni samo umetnosti. Ja, vse sorta je, seveda, zato ker jaz sem prepričan, da pravzaprav umetnost je odsev tega, kar se v družbi dogaja. Ne? In tudi, kar umetniki delajo, je zmeri ta, se vidi, kaj se dogaja naokrog. Tako da imamo vse sorte debate, imeli smo tudi gledališke predstave, koncerte, jazz koncerte, vse sorte, zato ker radi pridejo v to galerijo. Ne? Mislim, vsi radi pridejo, vsi so naši prijatelji in recimo, ko je treba kakšno kampanjo narediti, da kaj več financ dobimo, recimo pridejo prijatelji, ki so glasbeniki in igrajo, tako da se počutimo povezani z umetniško družbo in z družbo nasploh. No. In ko je Bienale fotografije, tako kot je bil že lani, se to tukaj odvija? Ja, Bienale fotografije bo pa zdaj spet od 20. do 24. novembra v Santa Cruzu. Fotografije so bile natiskane tukaj v Ljubljani. Jaz nimam pravice do nobene druge prtljage, jaz imam 28 kil fotografij natiskanih v Ljubljani sabo. Veleposlaništvo slovensko v Boliviji zelo pomaga pri temu festivalu in bo prišlo 9 mednarodno znanih fotografov, večina imajo ogromne nagrade. Matjaž Krivic, fotografije, ene sorte umetniški vodja, da tako rečem tega. Pridejo tudi založniki, ne vem, Le Figaro, National Geographic in potem... Mediji, skratka. Ja, in potem so sestanki, oni pripovedujejo v svojem življenju, gledajo portfolio teh fotografov in to naredijo vse zastojno. Tako da ta festival je pravzaprav tudi zato, ker Matjaž Krivic ima ta prav nos, da zvoha tiste, ki res hočejo v Bolivijo pridati. Mislim, da je izjemen dogodek, ker je taka izmenjava med temi bolivijskimi fotografi in tudi unimi, ki niso profesionalni fotografi, s temi, ki so pa pač zvezde. No? In to je pač edinstveno. No? In razstava je pa tako, da ima vsak fotograf, ima 20 fotografij in predstav neko serijo, ki jo on hoče. Zato, ker to je dokumentarna fotografija, zato, ker meni se zdi v tem
ne samo v latinskem ameriškem svetu. Mislim, da po celem svetu je dokumentarna fotografija grozen važna, zato ker če že govorimo o resnicah, dokumentarna fotografija je na neke vrste resnica. Ne? Čeprav skozi fotografove oči, skozi fotografovo kamero, ampak ona pripoveje dejstva. Ne? Umetniška fotografija je nekaj drugega, no? Ampak dokumentarna, tako da mi imamo dokumentarne fotografe na tem festivalu. Ujame trenutek, ne? Tiste resnice. Ne? Včasih v grozno ekstremnih situacijah, recimo tale Nicolo Filippo, en italijanski fotograf, on je 7 mesecev potoval z migranti po celi Latinski Ameriki, ni imel hiše, ni imel doma in je z njimi potoval, da je naredil to dokumentarne fotografije o njihovem življenju. Recimo, to ni komotne. Tako da taki kalibri pridejo, no, ki so res spoštovanja vredni. No. Torej, dokumentarni film ali dokumentarna fotografija lahko doprinese, da se zgodijo spremembe, da se nekaj zgodi. Ja, jaz mislim, da ja, zato ker prvič je ta življenjski moment, recimo zato, ker v Boliviji ali pa v Latinske Amerike se skozi nekaj dogaja. To so skozi neki marši, to so skozi neke revolucije, to je skozi neke. Tako da te naši fotografi velikrat ogromno riskirajo, da lahko to dokumentirajo. Mislim, in so seveda slabo plačani in potem se te fotografije tudi ne objavijo, zato ker politika je pač taka, da objavi, kar je se njim zdi prav. Ne. Zato so te vrste razstave, kakor jih mi delamo, ko delamo tudi posebne razstave za bolivijske fotografe, samo da se tam pokaže neke vrste resnica, da tako povem. Ne. In ta izmenjava izkušenj s temi, recimo, ki grejo, ne vem, v Gazo, v Afganistan, v Rohingja, tele migrante fotografirati, da se pol skupaj dobijo in izmenjavajo te svoje izkušnje, zato ker recimo nek bolivijski fotograf misli, ja, če so potem v National Geographic objavili, pa to, ta mata, unma, köpenga denarja, vse komod, džipe ima, ne vem kaj, to ni tako. Tako da te izkušnje, ki se izmenjujejo med sabo, so pravzaprav neka moralna pomoč in podpora tudi tem našim bolivijskim, ki se borijo, da fotografirajo to resnico, ki se dogaja. Ne? Tako da, mislim, to je res izjemen dogodek. Izjemen. Ne? Vsake 2 let, no? Ker vsak let Bienale, ne? Ni dosti denarja. Bienale. Upajmo, da bo šlo še naprej, zato ker vsi, ki so prišli te fotografi, slavni World Press nagrade in to, vsi bi radi še enkrat nazaj prišli, no? Tako da mislim, da bomo in tudi tole naše ministrstvo je priložilo v mošnjiček, tako da najlepša hvala, upajmo, da bo šlo to še naprej. No, kaj še omenjava bienalno, ne, letos sem prav opazila, ne, da so Bolivijci gostovali v ruskem paviljonu, sem se šla to pogledati, zakaj to omenjam, da je komisar bil sam minister za kulturo Juan Carlos Cordero Nina. In to se mi je zelo čudno, kako minister za kulturo je kurator. Ne? In potem je naštetih 25, v glavnem zelo mladi ljudje. Ne? Ja, no, zdaj moram dati javno mnenje o tem. Ne? Mislim, da Bolivija, kakor je zdajšnja politika usmerjena, naši prijatelji so Rusi, Iran, Venezuela, Nikaragva, mogoče Kolumbija, tako da mi smo v to smer usmerjeni. To je zdaj ta uradna politika je taka. Ne. In tudi, kar se tiče kulture, pač te ministri, ki jih imamo, ne, v glavnem podpirajo, čemu lahko rečemo, ene vrste folklora. Ne. In to je v ta koncept tega bienala v Benetkah, ki je bil letos, zelo pasa. Ne. Zato, ker na tej razstavi, v tem ruskem paviljonu, no ja, če pa ruski paviljon zaprt, ne pa kar bo zaprt, to je moje mnenje. No. Mislim, se bi lahko za latinsko-ameriške države najdel kakšno lepše prostore in ne, da je to neka zdaj politična varianta, kot je to. No, ampak umetniki niso krivi za to, ne. Trend zdaj, sploh v velikih državah Latinske Amerike, je ta slavna dekolonizacija, ne. In to pomeni, da tega Kolumba, on nikoli ne bi smel pridati, ne, zato ker potem bi bil tam še zmeri inkovski imperij in to je bilo vse krasno in pričudovito, čeprav to tudi ni res, ne. In zgodovine se ne da pobrisati. Ne. Zdaj smo na enem takem razpotju, pravzaprav, kar se te umetnosti tiče, da nekaj je ta nostalgična folklora, neki so eni, ki bi bili radi bolj aktualni in je pravzaprav ene vrste zmeda, da tako rečem. No.
Je v vašem mestu veliko manjših galerij, sploh galerij? V Santa Cruzu je precej galerij, tudi recimo nek hotel ima neko galerijo, tako da se trudijo, čeprav kakšne vele uradne pomoči ni, ne, recimo, ampak neka hiša bliz glavnega trga, ker je en slavn politik živel, sem jaz tudi takrat pomagal, da je to zdaj nek kulturni center, razstavni center, živi pa tako, da ima neko pizzerijo, pa potem z najemnino tistega pokrijejo, tako da mi od države in od kulturnega ministrstva ne pričakujemo pravzaprav nič. Mi probamo, ker verjamemo, da umetnost nekaj ljudem pomeni in zato se trudimo še zmeri in ljudje na to res odgovarjajo. Jaz samo to anekdoto, da povem, no, če preveč blebetam. Ampak recimo, zanj smo imeli eno razstavo ene umetnice, ki je bila pol Angležna, pol Pakistanka in njene slike so bile čist abstraktne črte, ne, barvaste črte v različnih tonih, to je bilo recimo 25 slik abstraktnih. In potem je prišel en fantin, star recimo 8 let z rukzakom, ki prodaja na trgu čigumije za to, da ima kaj za jest, ne, in on je šel od slike do slike, vse te črte je pogledal, vse naslove je pogledal in je bil na razstavi 25 minut, ne. Mislim, to pomeni, da tudi če so abstraktne črte in če je prostor prijazen in lep in čist in te noben ne vpraša, kam greš, ali da osebno izkaznico moraš pokazati ali kaj takega, tako umetnost do ljudi lahko pride in to absolutno funkcionira, ne. No, enkrat sem pa gledala na TV programu Arte, sem pa gledala ta Arte Campo, ne? Aha. In me zanima točno, kaj v bistvu je to Arte Campo? Arte Campo je ene sorte združenje, ki obstaja pa zdaj že, mislim, da že skoraj 40 let. In to v Santa Cruzu. V Santa Cruzu. Mislim, ne v Santa Cruzu imajo trgovino in recimo, ne vem, neke pisarne, da tako rečem, ali pa atelje. Drugače pa to združenje, predvsem žensk, ki živijo na deželi, to se pravi kmetice, ki delajo to umetno obrt. Vse sorte različne stvari delajo. Ta inštitucija jim pomaga, da potem, če to prodajo, lažje živijo in kot ženske tudi lažje imajo neko neodvisnost in samostojnost. Predvsej objektov tega Arte Campa je tudi bilo na Beneškem bienalu, ne? In to je izjemno pomembna inštitucija, zato ker res verjame v preproste ljudi in v njihov talent. In to funkcionira zdaj že tokletno. Delajo pa res prečudovite stvari, no. Zdaj pa vem, da si že nekako z eno nogo že na avionu in s temi slikami, ki jih boš odnesla to težo in ti res želim en uspešen bienale fotografije letos. Ampak zanima me, kako ti danes, na primer, gledaš ta Santa Cruz ali pa sploh Bolivijo od tistega časa, ko si tja prišla. Pa zdaj ne govorim samo o umetnosti. Kaj zdaj doživljaš? Vem, da greš rada nazaj, ne upam se te vprašati, če bi kdaj prišla sem nazaj. Pustila to vprašanje. Zanima me, kakšna je Bolivija danes v tvojih očeh? Čist drugačna. Zato, ker ta Santa Cruz, kamor sem jaz prišel pred, kaj to za 42 let od tega, ne, Santa Cruz je imel takrat recimo 300 ali pa 350 tisoč prebivalcev. In to je bil majhen kraj, ne. Zdaj ima pa 2 milijona, več kot 2 milijona prebivalcev. In to mesto pač je mesto obljubljenih sanj, da tako povem, zato ker se to, mislim, prebivalcev in migracije zmeraj več in več. Ampak ni nobene prave kontrole, kako naj to mesto zdaj raste, ni nobenih parkov, ki bi jih splanirali, tudi ceste in vse to je tako bolj na hojladri narejen, da tako rečem, ne. Ni lepo. Bilo je lepše, bilo je zeleno, bilo je lepše. In tudi narava v tej regiji, no, da rečem, departamento se reče tam v Santa Cruzu, včasih si rešimo šel, ne vem, ven 10 kilometrov, pa je že bila džungla, pa gost, pa to. Zdaj je treba 250 kilometrov. In najbolj žalosten od vsega je to pa moram res prav oznaniti javno in se pritožiti, ne, zato ker džunglo in pragost in te travnike tako brezsrčno že zažigajo, tako v Braziliji, uničujejo. To so vse podtaknjeni ognji, da je letos v 3 mesecih zgorel površine 2 Slovenije in pol. Zdaj pa predstavljate, kako je, če ves ta slovenski zeleni gost
2,5 zažgan do Tavne. In tam vse živali umrejo, ljudje nimajo kje biti, tako da to je blazna tragedija. In dim traja in traja in traja. Jaz sem že pred 10 leti enkrat namalo eno razstavo na to temo, ki je bila črno-bela in vse po dimu je smrdelo na otvoritvi. Ne? To je res planetarna tragedija, o kateri se veliko premalo govori. Veliko premalo govori. Soja, preprodaja zemlje, kokain, vse to nas bo požrl. In ta družba se nekako, jaz moram reči, nekako počasi razkraja, ni nobene prave solidarnosti in ni nobene ta prave kontrole nad ničemer. In pragost gori in gori mesece in mesece. In tako da zdaj jaz grem nazaj, glih zanj sem se pogovarjal z mojim sinom Martinom, sem rekel, no, kako je pa zdaj ta zrak, je rekel, mama, jaz sem doma, vključeno imam klimo in zraven imam en ajmer vrele vode in noter imam evkaliptusove liste, zato ker to je edini način, kako se sploh da dihati. Ne. Tako da to je velika tragedija, to je planetarna tragedija. Ne. Sin je arhitekt, ne? Sin je arhitekt, ja. Tako kot oče. Oče, vaš mož, ne? Ti imaš tudi atelje, ne? Ja, enega mehkega na Bledu, enega velikega pa v Boliviji. Ne? In se veliko ukvarjajo z mladimi umetniki? Ja, ta galerija je pravzaprav en tak prostor, kjer se nekako dobivamo, vsi pridejo, ker je umetnikom in ljudem prijazna. Ne. Jaz sicer ne učim, zato ker to je grozn odgovorna naloga, ker če ti učiš, potem je kar nekako mogoče zastrupiš s tem svojim stilom, te mlajše umetnike, tako da jaz ne rad učim. Ne. Drugač pa seveda v galeriji pa zmeri prihajajo in se dobivamo in tudi kaj podebatiramo, tako da ker naš poklic je samotarski, mislim, slikarji smo samotarski ljudje, tako da je lepo, da greš pol med druge in se tudi o tem malo pogovoriš. Za moje možgane je dobro, da jaz te razstave postavljam. Ne. Ampak hči se vendarle odločila za študij v Angliji, ne? Čeprav bi lahko tudi v... Ja, lahko bi študirala v Boliviji, lahko bi študirala mogoče tudi v Sloveniji. Ona je bila stara 17 in je rekla, jaz bom šla v ene vele mesto študirati umetnost, ali bom šla v New York, ali bom šla v London in igrati. Skratka, tudi ona je emigrirala od svoje mame. Ja, hvala Bogu, zato ker jaz sem od moje mame, ona je od mene, zdaj smo že 3. generacija, ampak vsaka ima čist drug pristop do umetnosti, se mi zdi. No? Etiš ti, kaj ti čaka v vrnitvi? Ja, v vrnitvi me čaka seveda teh 28 kil, teh 250 fotografij je treba ukviriti, treba je pripraviti ta bienale, potem imam kar par nalog, ki me čakajo. Moram reči, da imam to srečo, da so me prosili neka taka korporativna darilčke, moram zdaj pripraviti za konc leta, moram tudi eno zelo veliko sliko narediti za neko družabni prostor, tako da Lenart se ne bo dal. Ampak poleg vseh teh razstav, ki so in so še vedno v Sloveniji, kaj si še počela tukaj? Ja, z Lučotom, moram se zahvaliti tudi slovenski vladi, zato je postal po 42 letih zakona z mano slovenski državljan. Tako da zdaj imava pasport, oba slovenski, lahko greva, kadar hočeva, ker to je krasen potni list. Ne. Midva sva šla letos po Balkanu, sva šla v Bosno, Črnogoro, Makedonijo, Albanijo, Beograd in pol nazaj čez Zagreb, to sva obdelala. Pa tudi v severni Italiji, v Benečiji, moj mož je tudi arhitekt, tako da sva te Palladijeve vile zasledovala, z GPS-om iskala sem in tja, tako narava je tle res prelepa. Tako da, če človek... In je bil navdušen. On je navdušen, on je imel bicikl in on se voz mežakla in lovca nad babim zobom, je bil celo pokluko, je obdelal završenca, begunje, on vse z biciklom. Tako da on je čisto zaljubljen v Slovenijo. Zanj sem mu rekel, veš kaj, Lučo, drug let bo 20 let moje galerije, jaz moram biti 27. septembra spet sem takrat, zakaj bo spet maja prišla, ker imam razstavo v Gorici drug let, ne. Je rekel, ja, ti kar 5, jaz te pa lepo čakam, je rekel. Skratka, zdaj sem slišala razstava v Novi Gorici, to v okviru EPK.
prihaja? V Gorici, ja, ker bo ta evropska, prestolnica kulture, in v tem slovenskem kulturnem centru v Bratuževem so me povabili, Franka Žgavec me je povabila, da imam razstavo drugo leto, 15. maja ali pa 16. bo otvoritev, tako da je rekla, da je kaj bolj veselga, no, in smo se odločili, da bomo predstavili moje ilustracije. Rum in kapitan, Saša Pavček bo tudi prišla, bo to vse predstavila in povedala, potem Kokoši rod od Ribičiča, Generalmajster, to je zadnja knjiga, tako da to bo pač ta razstava v Gorici. No. Etiš ti, hvala za ta pogovor. Hvala, da si vzela čas tik pred odhodom in se veselim prihodnjega maja, ne? Najlepša tebi hvala. Upam, da so poslušalci se zabavali. No, srečna pot. Hvala lepa.